Ok, lep pozdrav vsem skupaj, jaz sem Kristjan. Me veseli, da ste me danes sprejeli tukaj v lepem Mariboru. Jaz sem drugače ful z Vlahte tukaj. Moja mama prihaja iz tukaj, dedek prihaja iz tukaj, stric in sestrične imamo vse tukaj v Mariboru. To bo pa še lep dan. Ja, glede na to, kaj sem videl prej na avtocesti, res, ja. Upam, da ne, no. Že obveznosti, hčerka že pravi, da moramo iti v novo mesto, tako da, ja, pustimo, drugič. Skratka, danes je v bistvu vse, kar se mene tiče, nadaljevanje enega srečanja, ki smo ga že imeli pred 2 tednoma, niti se ne spomnim več točno. Tako da, preden se zakopljamo v ta AI in tako dalje, pač dejstvo je, da danes smo planirali tako kot vprašanja in odgovori in tako naprej. Nekaj vprašanj imamo, nekaj imamo pač pripravljen tudi za vas, da se ne bomo vsem gledali. Bi pa res ful prosil da se pogovarjamo, zato sem danes prišel. Zdaj, prej sem že omenil, preden začnem spraševati, kdo od vas je bil že na prejšnjem srečanju, ko smo imeli online? Vsi? Pol? Tam? Jaz sem ga pa delno pogledala. Ok, evo, to mi je všeč, iskreno, ne. Ja, nisem se nameravala, Ne, vse jasno. Torej, zakaj sprašujem? Najbolj zahtevne so skupine, kjer je nekdo že on board in nekdo še ni on board in pa moraš to nekako poskušati ujeti, ne. Zdaj, glede na to, kar ste prejšnji slišali, bomo naredili zelo kratek recap, da gremo malo čez to, kar smo predebatirali, in sproti se bom ustavljal in pač boste imeli priliko še kaj vprašati. Jaz ne vem, ste kaj probali od takrat ali ne. Takrat boste tudi dobili te slide, brez skrbi. Ena druga stvar. Aha, ok, ni problem. Noben problem. Zdaj, še eno vprašanje od vas, bo več pravzaprav. Vsi že uporabljate AI na nek način? Ja, torej imate vsaj nek account in tako naprej. Ima kdo kakšno plačljivo verzijo? Ja. Ja, res? Jaz sem pa dobila še mnoga Manus, poznate? Ja, včeraj sem si ga glih priklopil. Samo Manus je fenomenalen, ampak Manus je preskok, tu mi je super, evo, takole bi rad, da se čim več pogovarjamo, ker slajdi, jaz jih imam res dosta, ne. Ste prijavili, pa ste včeraj dobili, ste fajn početili, a tako jaz sem pomembna, sem pa dobila dostavo. Ja, če bi se 14 dni nazaj, je bila kolona do Pakistana. Zdaj pač, Manus je malo drugačen tip AI, o katerem se mi sicer pogovarjamo. Večina nas uporablja Chat, Claude, Mistral, Gemini in podobno, pač različni jezikovni modeli, s katerimi pač jih sprašujete in delate, karkoli že pač počnete. Manus je pa agent, agent pomeni nekaj drugega, to pomeni, da ko mu damo nalogo, je zasnovan tako, da se sam odloči, kako bo prišel do cilja. Torej, sam razmišlja, katero orodje bo uporabil, torej pot do cilja si izbere sam, orodje, katero bo uporabil, izbere sam, sposobni so tudi narediti, ti agenti. Zato, da pač v bistvu mi mu rečemo, rabim to in naredi to. Največji use case, ki sem ga jaz gledal, je bil recimo, da so ga samo nafilali z CV, sploh v kadrovskem managementu recimo, da je pač naredil analize, izpisal sam, kaj so plusi, minusi raznih kandidatov, pripravil priority list, kdo bi bil lahko dober, nedober, kaj so trick questions in podobno. Veliko tega lahko naredimo tudi sami s čist lepim, dobrim, starim AI-jem. Ampak dejstvo tukaj sem poveš, kaj bi rad, pa se pa ne ukvarjaš s koraki do cilja. Zdaj pa pač moramo to, dokler smo, kjer smo, v glavnem narediti sami. Manus ima en sam problem in to je, če mu damo bolj zahtevno vprašanje, recimo, da imamo 5-6 korakov za narediti, pokurimo v pol ure ves mesečni kredit. Ja. Jaz sem podala spletno stran. Jaz delam še eno izobraževanje, sem tudi dobila štipendijo Marija Pavlova Business School in sem šla po tistih korakih, pač spletno stran pač in sem mu dala in mi je naredila spletno stran. Ni zdaj puno, ampak imam zdaj za predogled, kaj lahko narediti, nekaj super.
presenečen, dobro naredil. Kaj sem mu dala prav slike, kakve, Ne. smo veš, na primer, v business school, ko delaš, ne, se pravi, isto, kot so to vprašanja, ne, greš skozi, kakšne so tvoje srce, kdo so tvoje stranke, kaj želiš predstaviti, kakšne so tvoje cilji, a ne, in ko me to dala, in on je me pač tako spletno prav naredil, da bo takoj prodajna, da bo takoj začutil, kaj jaz hočem delati, kaj sem takoj začel komunicirati s strankami, pa se bije. Dizajn se tudi da, Zdaj sem ukazala svojo spletno staro stran in jo tako rabo, čeprav mi ni hočem spremeniti tudi dizajna, ne. Mi je dal spletno stran mojo staro, mi je dal barve, logotip, vse. Jaz sem malo bolj uporabila. Tam je, mesečno je dražje, je $630, Pro verzija je pa $199, kar je pa nekaj pa ali. Firme. Ja, dobro, če je rekla. Pa se zna uporabiti pametno telefone, tudi pametno, tako bi se tira. Drugače, vmes ta čas, ko se pogovarjamo, Perplexity se spomnil tudi prejšnjič, smo se pogovarjali. A smo že malo pozabili. Ja. To, če se ne spomnite, mislim, zato smo danes tukaj, da se čim več pomenimo, ne. Meni je bistveno ljubše pogledati direktno računalnik, vam nekaj povedati, kakor da tamle se sprehajam po slajdih, ker boste imeli več od tega, ne. Perplexity AI je brezplačno orodje namesto Googla, recimo mi ga že 2 leta skoraj ne uporabljam, mora biti res kriza, kjer v bistvu je iskalnik, tako kot zdajle samo jaz napisal, prošam, daj mi 10 AI tools za website building, ne, ker nimamo samo Manusa, pa tako, to so super igrači, ampak šuški so zadnji veliki, ne. Tudi 50 € ali koliko je Manus na mesec, kreditov imaš pa 4-krat toliko, kakor pri testni verziji, to pomeni, da v 4 urah si za en mesec. Sem tole, jaz pa zdaj izdelujem spletne strani, pa Divi je katastrofa. Ja, poznam. Hostinger, ne vem, ne moš plačevati, pol mesečno, Wix tudi moš plačevati mesečno, da ga uporabljaš, tako da. Jaz uporabljam tako, če hočete za poceni spletne, je tale kart.co, meni je zakon, imate brezplačne template, vse je dobesedno plug and play, izpolniš tekst in imaš ful. Ne bom zdaj rekel, da je to umetniški presežek, ampak mi ves biznis naredimo prek karda, tako da ni, da ni. Ok, super, jaz upam, da bo takole potekalo tudi danes, da ste razumeli, da message. Ne bom kaj dosti ponavljal se od prejšnjič, torej jaz prihajam sicer iz zavoda, sem že prej omenil, V4U, tudi midva sva dolgo iskala sodelavko Majo, kaj je najin message, ne. Po eni strani smo zelo podjetniško naravnani, ampak pa moram povedati, zakaj, ker midva sta po duši izobraževalca. In to je lahko zelo trd kruh, ne, in jaz sem v grant writingu in EU sredstvih od leta 2003, ne, torej nisem mi glih nek rocket science prijaviti na razpise, ampak če smo se kaj naučili, to pa je, jaz sem v glavnem delal kot konzultant za visokotehnološka podjetja, v glavnem z nekimi patentiranimi zaščitami, ki jih je bilo treba komercializirati, in v glavnem v tujini, no, niti ne tukaj pri nas. Je razpisal, ne. Ker ko se pipca zapre, razlogov za to je pa milijon, si gotov. Če ne znaš prodati, potem nimaš kaj jesti, ne. In takrat se seveda srečaš s tem izzivom, ko smo ga pa danes že malo dotaknili, kaj pravzaprav delam in komu to koristi in tako naprej, ne. Tako da pri nas kombiniramo te dve aktivnosti, grant writing za lastne potrebe in pa seveda ne lastne potrebe, to je, da smo ziher, ne, in prek tega lahko razvijamo veliko usposabljanj in tako naprej, ker naju to pač poganja, in pa res čista prodaja na trgu, ne. Ok, bomo šli kar malo naprej čez. Ok. Tukaj prosim mi malo pomagajte, a ne.
ker se ne bomo veliko ustavljali na tem, ampak imamo pa izvrstno priložnost, da se ustavimo in ponovimo oziroma kaj razjasnimo. Če se spomnite, prejšnjič smo si zelo na hitro pogledali, že samo pri ChatGPT-ju, če mu damo fokus, da obstaja cel kup modelov. Modele, ki jih vidite, če ste na naročnini, oziroma zdaj, ko ste nekateri, samo da grem iz tukaj, jih vidite tukaj, a ne. Cel kup enih modelov, a ne. Če ni naročnine, je teh modelov nekaj, ni pač nekaj modelov manj, a ne. Mi uporabljamo dve. Zakaj to načenjam? Ker je eno od vprašanj, ki ga imam, je, ali obstaja kakšna poceni cenovno dostopna verzija za podjetje, socialne podjetje, whatever. Mi ga uporabljamo dve naročnine, ena je plus, pač običajno $20 in ena je pro, ena je $200, zato ker imajo vsaka od njih ima svoje prednosti in slabosti. Zdaj, če se naslovim na to, zakaj, katere so alternative, ne. Moje osebno mnenje je, 20 € dati za to, da imaš en mesec naročnino, pa vidiš, a ti ustreza, ne, tako nič. Razumem, pa danes tudi ena solatka stane 20 €, tako da resnično ni to stvar denarja, gre bolj za stvar pristopa. Ali boste se pa usedli in kaj probali s tem narediti, a ne. To je prva stvar in tukaj je že pogosto zadržek, ker marsikdo ne ve, kje bi se lotil, zato si bomo to danes malo pogledali, ne. To je ena stvar. Druga pa je, če se vam kljub vsemu zdi, ja, ampak veš, 20 je Chat, pa je pa 20 tam, ne vem, Claude, pa potem je 20, vsakem je 20, a ne, jih je pa malo morje, pa bi radi slikce delali, ne, pa bi radi filmčke delali in vsak servis stane, a ne. In če jih daš na kup, je to nekaj denarja, a ne. V tem primeru vam predlagam to, da vam je malo lažje na začetku. Če sem že to posebej omenil, mislim povejte, da se ne ponavljam preveč. Poe.com, ne vem, če sem omenil prejšnjič ali ne. Poe je, jaz sem tle začel iskreno, jaz sem, marsikaj sem vzel, ampak Poe je res, če ne veš, kje začeti, je Poe super. Zakaj? Ker poznate Skyscanner, če je skalne karte. No, Poe je nekaj podobnega, torej je kot ena umbrella vseh možnih jezikovnih modelov in tako naprej. In če pogledamo, samo da trenutek, evo zdaj. Rad bi vam pokazal, kje ima vse modele shranjene, subscribe, aha, smotanc. Mislim, da stane $15 na mesec in ko boste klikali na recimo bots and apps, sploh ni pomembno. Tle noter je, če bi se zdaj sprehajal, vidite, tu so vse jezikovni modeli, ki so danes na trgu. In jih je malo morje, a ne, ampak imate noter vse, kar iščete, od Gemini do DeepSeek, torej tega Kitajca, do Claude. Če rabite za slikce, so noter modeli za slikce, ne vem, pač napišemo image, vam bo vrgel vam vse modele, ki so noter, ki se ukvarjajo z generiranjem slik. Če rabite video, vam bo dal za videe. Poanta je, tukaj imate vse na enem mestu. $15, logika je popolnoma ista, hočem delati slike, ok, vzamem Stable Diffusion, napišem, ne vem, rabim sliko za Sleeping Dog, bom kar kliknil, da ne niti, jaz pa nimam več naročnine, veste zakaj ne, ker imam že za $200, pa je čisto dosti. Ker ta nov Chat, ste opazili, dela zdaj nore slike, a ne, en teden približno, a ne. Skratka, tukaj pač dobite za $15 milijon točk, niti ni pomembno, tako pač točkujejo in to ne moreš zapraviti v enem mesecu. In lahko se poigrate z vsemi modeli, ki vam ustreza in pa rečete, ok, Chat je res super, ampak mi on bolj ustreza in tako dalje, ne. Tako da, če ne veste, kje začeti. Moje mnenje, dajte teh 20 €, trenutno, pač jaz sem velik fan, ne bom rekel fan Chata, ampak največ dobiš za svoj denar, od glasu, torej multimodalnega videa, slike in tako naprej,
do teh GPT-jev, kjer so tuli, ki jih mi recimo delamo sami zase, za naročnike in podobno, jih pa imamo sestanek na univerzi, kjer za njih razvijamo prav za raziskovalce GPT asistente, bomo si jih pol malo pogledali na hitro, kaj to je. Torej, kaj se zgodi, če preidete iz naročnine, iz brezplačne na plačljivo verzijo? Prvo je, da imate dostop do več modelov in drugo je, da imate večji spomin v pogovoru. Če se spomnite, ta pogovor je, tole bomo kar ugasnili, vsak letale session, ne, gledate zdaj v moj ekran, kako se iz tega znebil. Vsak takle program, pogovor na brezplačni verziji ima cirka 5 do 6 tisoč besed spomina, pa se začne izgubljati, govori bedarije, laže, meče napačne linke in podobno. Če greste na plus verzijo 20 evrsko, ima 25 tisoč besed spomina, je bolj zanesljiv, relevanten, drži se, drugi modeli so v zadnjih, drži se teme in tako naprej. Skratka, je vredno, no. Sploh če delate z veliko besedili. Sploh če delate z besedili, na tisoč in en način, ne. Kakšno vprašanje okoli tega? Glede na njih pa slabih podatkov, narobe podatkov, zdaj jasno, da brezplačno poslušaš, slejko prej tudi do tega, da ne bo vedno nič več pametno. Ja. Nismo mi to krivi, da narobe sprašujemo, narobe podatke, da skratka brezplačni pač deluje na tak način, ne. Torej ima malo bolj, recimo temu, neumen model, ne. Ni neumen, ne, saj ni neumen, razumemo se, ampak veste, tle v zadnji je metrik eno malo morje. Eno od njih, ki se spremlja, je konsistentnost, ne. In večji, ko je model, bolj je konsistenten, ne. Tlele, če pogledamo te, O1 Pro, ne, je super smart, ta si zapomne 100 tisoč besed, jaz ga uporabljam zato, ker lahko noter cel projekt vržem, pa lahko poiščem vse, kar me zanima, ne, pa in tako naprej, pa res razmišlja recimo na nivoju PhD znanstvenika, ne. Za dnevno opravilo 4.0 super, tega uporablja večina uporabnikov, ali pa 4.5, ne, ta je zdaj dosti nov model, bolj počasen je pa zelo pameten, no, moram reči. Zdaj, čim vas bolj zanima. Porabo kaj? Česa? Na primer, ko jaz sem odetalo verzijo, ne, započela in zdaj mi začel pisati, da prekoračim. Torej imate plačljivo verzijo, prav razumem. Ok. Ja, imam pro. Normalno, tako, iskreno povem, če ne rabiš, zakaj za vraga bi jo imel, ne? Zato, ker ni prav, da IT-evci moramo vse delati dostojno. In jaz mislim, da je prav, da začnemo plačevati. Po moje iz vaših ust v njihova vesela ušesa, ne. Pač jaz plačujem, zato ker mi izjemno odnese dobesedno, ne, veliko časa prihranimo, plus tudi mi smo plačani za svoje delo, tako da, aleluja, ne. Ampak omejitve, ki so naslednje, na plus verziji, ok, imate nekaj manj teh modelov, ampak za 4O model, to je ta, ki se ga največ uporablja, ne, pri dnevni komunikaciji, tukaj imate 80 vprašanj na 4 ure. In ko jih porabiš, imaš break, ne. Za nekaj dni, a veš, da sem nekaj lahko pogledala, nisem nekaj našla. Ne. Pa sem tudi njega prišla, on pa spomnim. Škoda časa. Ni znal povedati. Ne, jaz si dopisujem, Tako stane, ni znal povedati. jaz si direkt dopisujem z njihovim support, Aha. pač vsake toliko me nekaj spravi, če si stera in njih tako enostavno dobiti, moram priznati, da pustijo čakati, ampak odgovorijo, ne. In eno od takih stvari je bila ta, zakaj za vraga jaz zdaj ne morem. Ali pa, ne vem, če ste opazili, ali pa koliko to uporabljate, tale deep research, ne. To je fenomenalna funkcija ChatGPT-ja, ne. Torej, to kar, a je že kdo pognal? No, torej veste, da zelo dolgo traja. To recimo je agent na nivoju Manusa, ne. Manus, smo se prej pogovarjali, ta agent je narejen za raziskavo, ne. Zdaj na plusu mislim, da imaš 10 uporab na mesec, ne. Na pro verziji, jaz sem mislil, da je unlimited, ne. Ne. Je 100 nekaj, ampak za spremembo tukaj piše, ne,
113 available units, ne. To je tudi mene malo tako lepo presenetilo. naši ljudje. Ja, dobro vedeti, ne. To je super, to je za vas. Hvala, da se da govorim. Te nekaj dobijem, da bi. On še za Ja, koliko seveda. s kakšnimi pravnimi zadevami v slovenskem pravu obstaja kaj takega? Da bi bilo prav izdelan, kot da bi nekdo ponujal servis, ga po moje ni nikogar, ne. Zakaj ne? Ker veliko ljudi zna napisati dober poziv, dobiti nekaj iz chata, a ne, ali pa kateregakoli že modela, ampak moraš imeti še malo domenskega znanja. Torej, če nisi pravnik, pa kar nekaj kucaš, je vse dobro, a ne. Bodimo realni, ker način, kako je language model sprogramiran, je, da je avtoritativen, asertiven, very confident, a ne. In mi to kupimo. Torej, veliko študij kaže, da ljudje, ki veliko uporabljajo, ali pa ne veliko, saj ni važno, ki pač uporabljajo te jezikovne modele, jih zelo hitro verjamejo, prej kot drugi osebi, a ne. Vem pa, slučajno, ker na LinkedInu sem pač kolikor toliko aktiven, je dva pravnika sta, eden je Gregor Verbajs, mislim, da je, te so ene par dni nazaj začeli ponujati svojim naročnikom ali uporabnikom tudi nek servis, ampak je samo za njih. Zdaj, kako točno deluje, kaj počne, jaz ne vem. Kaj pa vas zanima? Izvolite. Kako? Zanimivo, nisem še Tam se veliko vprašanje tega, čeprav slike, na primer, kdo je lastnik slike? Imaš ti dati? Zdaj vse slike, ki jih dela, piše, vse v smernicah, jih je OpenAI izdal, je, da je lastnik tisti, ki jih je pač dal narediti, a ne, ker nikoli ne naredi identične kopije, a ne, originala. Večji problem je, recimo zdaj, ne vem, če ste opazili, tihen ta stil, ne vem, če so tle videli. Jaz sem se včeraj nekaj zafrkaval z njim, samo trenutek mi dajte. Je zdaj to. Torej včeraj, nekaj sem se zafrkaval, a ne. Ja, to je bilo spoznanje, potem ko sem en teden ležal v postelji, sem bil nekaj bolan, da pač, a ne, ne, mora delati body, če češ zaslužiti. In jaz sem rekel, hočem sliko, ne quote, a ne, in pol je izdelal recimo to, a ne. To ne obstaja, a ne, to je fikcijska, A oseba? ja, je ni, a ne. Tako da iz tega vidika Ne, to je super. ste dober, a ne. Izdelovati zvočni del, ko sem začel izdelovati z ChatGPT-jem kvačkane stvari in ti tega ne moreš kreirati, pol ti pošlje stranka narednikov. Ja, sorry, to je Ja, ja. Kaže postopka, ampak samo vizualno. Jaz sem testirala, ne vem, amid dekor iz pohorskega kamna, tudi barvo sem določila in prav kovan aluminij. Stene, vse in prišlo pa speknih izdelkov, ampak so tehnično neizvedljivi. Tako je. Lahko samo narišeš mogoče, ne, da bi Ja, slikal. In to je- Zanimivo to, da to je zelo pogosto, ne a pozna, ne. ne pozna tehnologije, pa ne pozna vizualno. Vse, če bi napisal, da uporabljajo AI, jaz nemam nič problema, samo napiši, da si za to sliko, ker tega je ful veliko na Facebooku, pa rečejo, no, prosim, gromozanske velike živali so bile, pa 3 metra, slona, pa potem se vse da, samo kdo bo to delal? Zelo je to finančno, Če bo to ne, bo že bo greje, to bi se dalo. Ja, to zagibe. Ja, povej, pridem, pomaga. Res je. Da je tako, misliš, ampak to bo za AI naredno. Okay. Navajanje, no. Ja, marsikdo ne loči, ne. Absolutno. Določene generacije sploh ne bojo znale več pretežkati realnosti od vsega tega, kar se dogaja. Ja. Po mojem sploh ni nujno več generacijsko pogojeno, ker so pač izdelki
vizualno zelo prepričljivi, lahko, ne. Tako da, okej, ena stvar, ki smo jo prejšnjič tudi debatirali, je pač kako uporabljati AI, ne, pač moja teza je, kakor vidim, pač za sabo imam zadnjih 1700 že usposobljenih ljudi, je, večina pač govori, naredi mi to, naredi mi ono, ne, create, malo manj jo uporabljamo za učenje in za razmišljanje, kjer pa mislim, da se v resnici skriva glavna stvar. In jaz moram to odložiti, ker me moti. Potem moram tipkati. Ja, povejte mi, prav? Pa bo. V glavnem, za to srečanje danes, ne, sem recimo dobil nekaj vprašanj. Kako bi uporabili chat za, tu piše tam, kakor se spomnim v mailu, za spremljanje inventorija, nekaj v tem stilu, za spremljanje zalog, a ne. Kdo je to vprašal, me zanima, če mogoče kdo tukaj. Zanimivo vprašanje, a ne. Prvo vprašanje, veste, AI ni zlato, a ne. Včasih ga preprosto ne rabiš zato, da vam naredi neko nalogo. Jaz sem se malo pozabaval s tem, toliko da vidim, če se to da, a ne, nekaj bi se dalo narediti, ampak predstavljam si, da če tiste osebe ni tukaj, da mogoče s tako rešitvijo ne bi bila optimalno zadovoljna, a ne. Potem bilo je, kako uporabljati za projekte, a ne. Zdaj vem, da nekateri se prijavljate, nekateri pa tudi ne, tako da mi recimo, a ne, uporabljamo chat za tako, da jaz kar izdelam GPT asistent. Se spomnite, kaj to je? To smo sicer obdelali v prejšnjič, ampak če se ne, lahko na hitro obnovimo. Kaj se spomnite? Ne. Okej, torej Kimani pa meni, please, razsvetli me. Okej, prej sem že omenil, a ne, če greste tukaj v svoj chat GPT, pod Explore GPTs, boste našli GPT Store, a ne. Vsi imamo dostop, brezplačni in plačljivi uporabniki, razlika je samo v tem, da brezplačnih lahko samo uporabljate in še to samo par poskusov na dan, a ne. Korenček in palica, klasična, ampak učinkovita strategija prodaje, a ne. Plačljiva verzija, ni važno zdaj katera, pa vam omogoča neskončno uporabo teh GPT-jev in med drugim tudi kreiranje svojih GPT-jev. Me samo zanima, a kdo je že kakšnega naredil kdaj? Ne? Vas je strah tega? Ni časa. Ja, meni je tako zanimivo, že pri večini Sem pa imela problem, bom ga bolj šla reševati. Jaz nisem načinjam tega problema. Aha, okej. Primer, kako bi? Kaj bi se Recimo, uporabljalo? eno vprašanje, ki sem ga tam dobil po mailu, je bilo, ali obstaja nekaj, da nam riše miselne vzorce. To je zdaj pač mogoče obskuren primer, a ne, ampak obstaja, a ne, in namesto da zdaj iščemo, kako bi to naredil, kam bi šel to iskati, greste v ta Explore GPT, recimo, moram še tole. Recimo jaz konkretno, zdaj, če bi lahko bi napisal samo mind map, a ne, mind map, pač bo pobrskal po ključnih besedah in bo izpisal, kateri GPT, torej se s tem ukvarjajo, a ne. Osebno vam lahko povem, da tale diagrams, flowcharts in mind maps je kar precej dober. A jaz uporabljam tega? Ali tega, samo trenutek, trenutek. Ja, jaz osebno imam sicer rajši tega, whimsical diagrams, torej kako to deluje. Klikneš, a ne, pogledaš, kakšna ima ocena, vse, kar je nad 3, 6, 3, 7, 3, 7 je solidno, 4 in gor je super, uporabnikov ima ogromno, 2 milijona, vse, kar ima nad 1000 je že kar okej. Skratka, ta se ukvarja s tem, da vam izdela miselne vzorce, a ne, in dajmo mu reči, naj nam naredi nek mind map na kaj. Create,
Mind map on help me. Dajmo nekaj po brainstormati, no. Ok, bomo dali pa how to communicate with different stakeholders in social economy. Zdaj pa da vidimo, če se bo kaj. A še nekaj, čas dela, čas ne dela. Tu se pa kar navadimo. Torej, kaj se zgodi, ta zdaj nekaj poskuša narediti, a ne, zdaj se bo povezal in ustvaril mind map. Evo, mind map je že tukaj narejen. Lepota tega je, da to lahko s klikom odpremo in tudi urejamo, a ne. To je zdaj vse, se da premikati, levo, desno, gor, dol. Mi boste pač verjeli na besedo. Meni se zdaj s tem ne da pretirano ukvarjati, ampak v hipu je narejeno, ne. In takih primerov imamo veliko. Kako narediti marketing strategy. Osebno jaz imam izredno rad, tudi smo pokazali takrat na tem eventu prvem, kako narediš analizo svoje ciljne skupine, kaj je pain, kaj je gain, kako napisati blog post iz tega in podobno, ne. Skratka, custom GPT so delčki ChatGPT-ja, ki so specializirani za določeno nalogo, a ne. Recimo, jaz osebno sem si izdelal, ker pač spremljamo razpise, samo da grem pogledat. Poiščem kakšnega svojega, evo, tale je. EU Call Scanner. A veste, kdo je bil T800? To je bil prvi Terminator, sem toliko, da veste. To je bil Tihega vrtijo. Ja, old school je ta prav. Recimo, ta GPT, ki sem ga izdelal, je narejen, da prepozna različne tipe tekstov, torej ali je to razpis, ali je to policy, recommendation, ali pa če ne 6 tipov. Da noter različne vire, a kaj spletne strani in on pol... Ne, jaz sem ga, torej, eno je, da mu daš poziv, kako naj izvaja, a ne, torej, neko nalogo. Čakajte, samo da vidite, kako to lahko izgleda. Edit. Recimo, to smo zdaj tule not. To je moj poziv, a ne, kako mora to narediti. In pač je nekaj teksta. In noter ima znanje. Torej, znanje pomeni, dal sem mu nek random tekst, ampak je strukturirano besedilo, kako mora kaj izgledati, a ne. V tem primeru ima noter 2 kosa znanja. Eno je, ta EU Knowledge Structure ga uči, da kako prepozna, kateri tip dokumenta je to, kar mu uporabnik da, a ne. Torej, jaz mu nekaj naložim, en PDF, on mora zdaj ugotoviti, a je razpis, a je work program, a je recommendation in tako naprej. In potem, ko to ugotovi, ima noter predpisano, v kakšni obliki hočem, da splune podatke, a ne. In drug korak, ki ga ima noter, ali pa drug kos znanja je... Jaz sem zadal, skenira, ki so razpisi, ne. Vi date noter dokument in on pol po vaših navodilih... Tako, jaz vem, kaj hočem od njega. Jaz hočem v tem primeru, če si pogledamo, grem ven iz tukaj, jaz hočem, da pač ne izgublja veliko časa, pač pove, živijo, jaz sem, a ne, ta pa ta, naloži mi en dokument, jaz bom prebral ga in bom ven potegnil ključne informacije, potem bom pa naredil korak 2, tako kot je naučen, pogledal bom, kaj vi počnete in ti poiskal ustrezen razpis ali pa kako bi ga naslovil, a ne. Zato, da se tu malo hitreje ta papirologija premika, a ne. Recimo, jaz bom zdaj rekel, okej, včeraj sem začel se ukvarjati z Digital Europe programom, work program je zunaj za 2 leti, a ne, ima 200 nekaj strani. Da se razumemo, jaz na koncu vse sam preberem, zmeri. Zato, ker ziher je ziher, a ne. Ampak za prvi
moment, da vidimo, a je to sploh za nas, a se mi splača zdaj 2 ure sedeti, 3, pa to brati ali ne, a ne. Mu pač samo naložim, ok, niti mu ne bi rabo nič reči, here we go. In zdaj, ne, če se vse zvezde poklopijo, on ugotovi, kaj je to za en program. Zdaj bo šel, je ugotovil, da je work program, pogledati šel svoje znanje, kako ga mora rezultat, kakšen pričakujemo v tem primeru, in drug korak bo strategic fit, a ne. In zdaj bo pregledal cel program, vseh 200 strani, to bo znamo trajati. Ne, to je razmišljanje grant writerja. Jaz tako delam. Torej, jaz sem samo to, kar običajno počnem, stipkal v navodilo, kakor bi rekel sodelavcev v resnici. Ne? Maja, prosim, le nov program je zunaj, preberi ga, obkrož, kateri 3 razpisi so za nas, pridi mi s predlogom, na katerega bi se mogoče prijavili in zakaj. A ne? Kaj moramo paziti, a ne? In namesto za to zdaj morim Majo, ali pa jaz zapravljam čas, sem spisal navodilo, in zato, da ne pišem to vsakič, a ne, sem ga zapakiral v ta custom GPT, se mu pač reče, a ne. In pol to deluje tako, da lahko ga delim s celim svetom, a ne, lahko ga delim s sodelavci, lahko ga pa delim z nikomer, a ne. Pač to opcijo imate, a ne. Ta aplikacija narediš, na primer, ki bi želel, da te vsak dan da kakšen pozitivni To imate tlele opcijo, bom pokazal. Skratka, on je zdaj tlele na hitro pogledal, ne bomo vsega brali, lahko vam pa zagarantiram, da evo, tlele si je recimo zbral, te 3 so nam zanimivi in potem te sprašuje, a bi šel naprej v specific topic, bo vse vam potegnil in tako dalje. In recimo meni ful olajša delo pri iskanju primernih razpisov za nas, a ne, ker ga samo bašem z dokumenti, a ne. To je en način. To, kar ste rekla. Če imam en problem, ko bi povesla, da bi me telefon zbudil ob sončnem vzhodu, da bi se zbudila točno ob sončnem vzhodu. Imaš aplikacijo, ko imaš točno napisane, da je sončni vzhod prijetno odgovorjen. Ja. Potem je prav, da bi on še zbudil, ki pa takrat nastavil. To najbolj, da se z možem zmenite, da bi šli biti kaj. To je ne bo tako. A to je bolj prijetno bi bilo. Drugače da se, a ne, ampak a veste, tle govorimo o ChatGPT-ju, ko enkrat stisneš 20 €, imaš tole, kar vidiš, a ne. Če hočeš več, to pomeni v tem primeru bi ga mogli povezati verjetno z WhatsAppom recimo, a ne. Zato, da vam porine push notification na telefon, a ne. To pomeni, da bi mogel imeti kar nekaj funkcij. Najprej bi mogel spremljati vsak dan, kdaj sonce vzide, a ne. Ampak to mu morate vi zdaj povedati, a ne. Da se, a ne, na telefon jaz dobivam, recimo, uporabljaš tale GPT-4.0 with scheduled tasks. Uporabljate? No, to je točno to. Ta model. Če tega kliknete, ta je že kar nekaj časa. Notify me when Samo da vidim. Dajte mi sekundico, tega že zelo dolgo nisem pognal. Ok, edit. A ne? Pač najprej morate zbrati tega ChatGPT tasks, pol napišeš, kaj bi rad. Potem pa damo, kako? Zadnjič kot prišel, ni tako dolgo No, mi je pokazal, ampak pa nijem. No, ampak to je to. Napišete mu not, kaj bi rad, koliko pogosto naj to ponavlja in podobno, ne, ampak če bi hotel, da ta deluje, bi v bistvu ga mogel bolj zgodaj pognati v stilu, recimo, če ga ob 3 poženem, bi bilo poglej, ne vem, kdaj je
kdaj zares vstane sonce in tako naprej. Ne. Malo dvomljivo, kar se mene tiče, če bi tudi res delovali, zame delovali bolj v smislu, da vsak dan ob tej uri poglej, ne vem, na to spletno stran, če so novosti. A ne. Zberi mi vse ne vem, kaj se dogaja na borzi in mi pošlji summary ob 10. In take stvari, to laufa na polno. A ne. Ja, to zelo dobro teče. To je luška na zadevce. Projekti pa GPT, ne? Razlika. Aha, tole mislite projekti kot, projekti tukaj so isto, kakor so vaši folderji na računalniku. To nima nobene veze v resnici, a ne? A ste jih že kaj odpirali? Torej, Ja, jaz to uporabljam, ne pa GPT. ja, ampak to je drugače, ne? To je, torej projekt, ko ga odprete, recimo jaz sem tale projekt nam teče, a ne? Noter imam neka navodila, a ne? V bistvu jih niti nimam, lahko bi, a ne? Ti si project manager, pač, a ne, ko se pogovarjamo, vedno preberi vso prejšnjo komunikacijo, da mi daš up to date odgovor, a ne? Nekaj v tem stilu. Ni nujno potrebno. File, tukaj noter je naložen, mislim, da prav projektna prijava. Zakaj? Zato, ker ko karkoli smo že delali, in ko smo imeli nek guide, da se ima na nekaj zasklicevati, a ne, da ve, kaj pogledati. Ne vem, če razumete, kaj hočem povedati, ampak ja, ampak to je recimo tako za dnevna opravila, a ne. Recimo, jaz mu naložim prijavnico, opis delovnih paketov in tako naprej, pa odprem pogovor in rečem, daj poglej prijavo, zdaj imamo event, poišči, ne, tukaj not je naložen, in mi pripravi okvirno agendo, a ne. Zdaj, če bi hotel res kaj odnesti od tega je, da ko bi imel agendo, pa mogoče PowerPoint ali pa whatever, bi to naložil nazaj sem not. Torej, to znanje bi skozi dograjeval več in več in več in več. To je naš prvi report. To je naš drugi report, a ne. Tako da, ko bi pa odprl nov chat, torej, jaz zmeraj tako začnem. This session is to prepare a final report, a ne. Bi naprej napisal, please check your knowledge base to find previous 2 reports, a ne. Vsega, ampak prav izdelki, ki jih imate, jih dajte pa noter v project files, ker tu so big brains, a ne. Med samimi sešni, moram se popraviti, med samimi sešni nima spomina. Zato treba dati nazaj gor, torej vsak izdelek nazaj v project. Na ta način mu pa pamet raste in kontekst v bistvu, ne, vedno lažje se je pogovarjati z njim potem. Ampak to je malo drugače, to je pač, ko imate projekt, a ne, ampak recimo, ko imate pa tak task, kakor, ne vem, jaz imam GPT, da mi prebere, saj sem rekel, da mi prebere oceno ocenjevalca in mi pove točno, katero vprašanje iz prijavnice moram popraviti in na kakšen način, a ne. Da vem, kako se lotiti stvari, to pa nima smisla tule not vsakič ga eno in isto spraševati, a ne. Preprosto nima smisla. Kaj bi pa priporočal, da recimo imaš razpis, na katerem delaš, in potem, je razpis odobren, potem pa delaš ti poročila, ne vem, tele dnevnike dela, vse to, a se uporablja projekt, ali se uporablja GPT? Kaj bi bilo bolj smiselno? Kam nalagati te informacije? To je bolj stvar pristopa, v resnici ni črno ali pa belo, a ne. Jaz sem začel s projekti, ker mi je bilo super to lepo zlagati, a ne.
Ampak pa sem gotovo, da porabim preveč časa, da mu napišem, kako hočem, da pripravi poročilo. Se, ko mama mija, to traja 500 let. Ne? Zato se mi zdelo v GPT, ki to naredi. In ko on GPT to naredi, če že kaj rezultat shranim, ga naložim lahko v projekt za kakšne druge namene. A ne? Se pa tle not veste, kaj vi, če hočete dober report, morate zelo dobro povedati. A ne? Ta pa zmer pa svoje razume. A ne? In zato jaz osebno pristajam na GPT. A ne? Kaj pa je pomembna tista skladnja, kako opisuješ te prompte? Ja, je. Je pomembna. Ne? Zdaj, to je nekaj, kar v bistvu lahko, imamo malo cajta, ne? Probamo, če ste za, ne? Ste za? Ja, ok. Ker največkrat je problem, ok, imamo ta chat, vemo, kako deluje, ali pa karkoli že, ampak kje točno ga lahko porabimo, ne? In sem mislil, mogoče bi lahko naredili tako en simpel, en simpel poziv. In ko bomo to zapeljali. Ok, eno tehniko vam bom pokazal, kako se dela boljše pozive in potem bomo to spravili na vaš poklic, whatever že počnete, ali pa nalogo, oprej. Ok. Gremo pogledati. Zato, ker to pa lahko zelo hitro spremenite kje imamo to? Ok. Katja, ti bi to že mogla vedeti. Recimo, a ne? Najprej, da vam dam kontekst, pa bom pa probal, ok? Kontekst je, da večina ljudi pove samo eno stvar. Naredi mi to. Whatever to je. Nekaj naredi, a ne? In pol se čudimo, kar dobimo. Čas je super, čas ni super, a ne? Odvisno od kriterijev malo, pa tudi, koliko je pomembna naloga. Predvsej boljš je, če to povemo, to naredi, na ta način naredi, torej how, a ne? Pa tudi pojasnimo mu, zakaj na ta način, a ne? Tu ponavadi mi najbolj vemo iz svoje dolgoletne prakse, zakaj se nekatere stvari tako lotimo, a ne? In zdaj vam je to seveda v glavi vse popolnoma jasno, ampak to traja, a ne? Da to narediš, ker pa treba spet razmišljati, to pa danes noben ne mara, a ne? Zato bomo malo eno bližnjico udarili, ne? Ta bližnjica je, da bomo chat uporabili, da nam najbolj brezvezen poziv, brezvezen pomeni najbolj enostaven, spremeni v to strukturo what, how, why, ok? Tule imamo primer. Lahko bi imel zelo enostaven v smislu, koliko smo mu napisali. Poziv je, naredi state of the art analizo na tole temo, a ne? AI za avtonomne drone, a ne? Lahko bi mu sem to rekel in bi nekaj dobili, ne? In verjetno ne bi bilo slabo. Lahko mu pa rečemo takole. Chat, ti si prompt inženir, a ne? Dobri prompti imajo 3 komponente, povejo ti, kaj narediti, kako narediti in zakaj na ta način. Izboljšal boš moj originalni prompt, tako da boš uporabil to strukturo. In potem sem dal original prompt, a ne? In je tudi take pobarvanje isti, kot ta tle gor. In tle mu odpremo improved prompt, a ne? Torej, tle pričakujemo odgovor. To je drugače taka, prvič je to simple ali pa uporabna tehnika, ker mu preprečimo, da začne brbljati. What a wonderful idea, in porab pol strani teksta, preden se lo dela, a ne? Tle samo ve, tamle mora biti rezultat, to je vse, kar jih zanima, a ne? In to bo teklo zdaj malo hitreje, boste videli, in boste dobili v chat tega klica prompt, da ga boste tudi sami uporabili. Torej, recimo, zgledal bo tako, to bo naslednji korak. To je ta poziv, si prompt inženir, to je moj prompt, tukaj pričakujem novega, a ne, dajmo običajnega tega, poženemo, počakamo. A ne, zdaj to je isti poziv,
what to do, conduct state of the art analysis, to je ostalo, a ne? To je že dodano s fokusom na upcoming Horizon Europe. Še nekaj, vedno moramo prebrati, kaj si bo chat zmislil, a ne? Potem pove, how to do it, poišči in pač povzemi vsej 5 high impact akademske naloge, torej vse tega prej mu nismo povedali, ne? Kako naj se tega loti. Torej, ne vzame ta korak, kako naj naredi ekstrakt, kako naj predstavi, torej v table format, pa zakaj, ne? Pojasni, zakaj je to tak pristop najboljši. Zdaj, na ta način bomo imeli namesto enostaven poziv, boljši poziv. Zdaj boste vi to probali. Jaz vam bom tole skopiral, sem da vam povem, kaj boste naredili. Tale del, ki je tukaj med navednicami, boste spremenili. Vi boste napisali not nekaj, kar vas zanima. Naredi mi to, naredi mi ono, kar lahko napišete v slovenščini. Okay? Jaz pišem v angleščini iz 2 razlogov. Prvo je to moj delovni jezik in drugo, chat je treniran v angleščini. Načeloma so malo boljši odgovori, a ne? Ne bom pa rekel, da so slabi v slovenščini. Daleč od tega, moja sodelavka Maja govori izključno v slovenščini, pa smo čisto zadovoljni vsi skupaj, a ne? Tako da, tole bom zdajle jaz dal v chat. Ja, pa boste mogli pa... Pa probajte prepisati. Mislim, da nam na mail pošljamo. Treba imeti pošljivo verzijo, lahko ne pošljimo. Tole deluje posod. Aha, ok. Never type again, ok. Torej, kar jaz počnem zelo rad je, da če mi je kaj všeč, in tole mi recimo je, boste prišli blizu, boste slikali, boste sliko naložili v chat in rekli, izpiši tekst verbatim. Verbatim pomeni točno tako, kot piše, pa nič drugače. Torej, je običajen poziv moj je, write out the text verbatim. To je to. Ok? Tako da, jaz sicer dam lahko chat. Katja, dam v chat? Ker miš, da vem, kje je. Chat. Vse. Tam nekaj skenira, nekaj dokument, da je hvala pa prebrati. Še ne znam prebrati. Ker na zoke. Ja. A ste probali? Zakaj ne? Ja, pač odvisno od vaše kamere. Moja, ki je bolj krompir, moram biti blizu. Pravi kamero, Ja. deliti moramo, kaj? Zdaj morate dati v svoj chat, morate naložiti, v chat GPT. Ga imate na telefonu? Ne. Pa si ga morate pa na mail poslati, pa ga odprti na desktopu. Kaj, kako imam? Ja, jaz Svabadija. Ja. Moj je to 800, tako da smo Badija. Da, imamo. Mislim, okej, jaz ga občudujem za tega, ker sem očitno tudi midva, kaj imam slikati Star Trek, Star Wars, vse te stvari, Ana. Big up skladni komičatom. Je prav, da imam. Mislim, gledajte, zelo strojni poziv, mislim, dejstvo je, to je statistična mašina. Torej, kako deluje, je v bistvu, da glede na vprašanje zračuna verjetnost prve črke najbolj verjetnega odgovora, zračuna novo črko in tako naprej. Torej, nima duše, če smo pri tem. Ampak jaz si ne morem pomagati. Zato, ker me je že tokrat rešil, ker so me ljudje pustili na cedilu, da zmer se jav, vse je narejen, ni da ni, nikoli ne morem. Tako?
vedno rečem, please, še zdaj Ja. extra text, please. Drugače je tudi tako, a ne, imate dva tabora študij. A ne. Jaz v glavnem se črpam iz znanstvenih člankov, ki jih kupujemo, kjer jih pač le lahko. In ena študija je dokazovala, da prek tega emotional prompting, torej preko emocionalnega promptinga, sprožamo boljše, recimo za 0,5 točke boljši rezultat, kot kakor če mu nič ne rečeš, in imaš drugo hardcore linijo, ki prav nima smisla. No, Ne. jaz pozabim, moram reči, hvala, kar je bil to na skladno. Moram reči, ti si najboljši. Oj, hvala. Nikoli sam, ne? Ja. Ok, zdaj vprašanje, a ste si to vse kdo probal, no? Ja, vse, da bo testiral tekst. Je vam poteka. Slike. Ok, ja, je, ne? Ja. Zdaj, vaša naloga bi bila, da greste v chat, osnovno pravilo, zmeri no session, nikoli ne želite v istega govoriti, ne, ker je okužen s prejšnjim pogovorom, skopirajte noter ta poziv in spremenite v del v navednicah, a ne? A sem prehiter? Vi ga imate zdaj nekje noter. Ja, vedno v nov. Ne mešate tematik. Ne mešate tematik. Torej, v idealnem svetu bi zdajle imeli vsi tole situacijo, da bi bili tlele noter v chatu, imeli bi ta poziv in ta del bi probali nadomestiti z nekim vašim pozivom. Napiši to, naredi ono, razmisli o tem, odvisno kaj je zdaj na vašem meniju. Zakaj so 3 navednice? Torej, na ta način ločite poziv od tega, na čem naj ta poziv dela. Se razumeva? Ja, ampak ene ne bi bilo. Praviloma pri takih enostavnih stvareh ja, ampak chat je treniran na dveh stvareh. Ali na trojnem, a ne, tudi en deluje presežen. Ja, ampak kaj pa, ko imate ful dolg tekst, nekaj 100 strani, se pa zgubi. Ja, se pa zgubi. In v resnici takrat jaz tudi ne uporabljam več tehle, ampak uporabljam, to je pa ta drug del, te trikotne, kontejner se temu reče v bistvu, a ne. In tle ne gre za programiranje, gre samo za to, da moraš vedeti, da chat je tako treniran, da če daš v navednice, torej v bistvu bi, čakajte, bom dal en primer. Ga pogledati. Ne vidim. Recimo v tem delu, a ne. Kadar hočeš ločiti pomemben del teksta, recimo, ima naziv, a ne. Important, in vmes vstaviš to, kar šteje, a ne. Zato, da ve točno, kaj je v tej škatli, a ne. Jaz sem sociolog, jaz nisem programer, da se razumemo. Ampak ko enkrat razumeš logiko, kako teče, je pa to malo drugače, ne. Kaj pa te asteriksi? Tole, tu je bold. Kaj pa hashtagi? Hashtagi so pa zato, da ločeš poglavja med sabo, da se ne zapleta. A ne. Recimo to, kar sem jaz zdaj ven kazal za to tehniko, a je kdo probal? A ne, recimo, da se kar naprej ne ponavljam eno in isto, ker sam moram isto početi, kot vi, torej rabim boljši prompt, a ne, sem si izdelal GPT, recimo, tega smo dali, tega sem izdelal za
imajo v najemu, no, na tehnološkem parku v Reki, je v bistvu 3D prompt optimizer, kjer v bistvu isto to naredi, kar sem vam povedal, malo je dodelan prompt še, ampak vse, kar vam moraš reči, je I need a prompt for marketing strategy, recimo, a ne, to zdaj ni moja prva izbira sicer, a ne. Ga bo ok, za koga je, social economy, Ta javen, ne, ta pa ni, ta pa žal ni, ampak je tehnika ista, ki sem vam jo pokazal. In recimo namesto, da ne zapravljam toliko cajta, ne, mi ga on hitro naredi, in to lahko pol nadaljujete v neskončnost, a ne, zato ker ko delamo bolj kompleksne te GPT-je, imam valjda enega drugega, ki je pa naučen, da reče, daj mi kakršenkoli 3D prompt, to je tisto, ki sem ga kar naredil, ga samo spejstamo, no, kje si zdaj? In ga bo predelal v malo bolj kompleksen prompt, ki ga pa jaz rabim za to, da naredim GPT-ja v bistvu, a ne. Gre pa že v globje, a ne. Na tak način, zato ima smisel delati GPT-je, da si hitrejši pri stvareh, ki jih delaš vsak dan, a ne. In to nas zdaj malo odneslo, mene, jaz sem preveč o tem. Zdaj, nekateri ste vse sprobali ta 3D tehniko, to bi vam moglo biti malo lažje delati boljše prompte, ne. Okej, mogoče sem še za veliki finale, ko boste razmišljali, ampak kje ne jaz uporabim ta poziv, ali pa kje ne sploh AI uporabim, to vidim, da je največji problem dostikrat, da nam zmanjka idej, a ne. In za začetek je ful v redu, da imate takle enostaven poziv, chat, recimo, razstavi mojo tole profesijo, razstavi opravila na korake in mi povej, kje lahko uporabim chat, a ne. Recimo, dajmo eno vašo profesijo, ker ta je name tako navajen, da bo zmeraj isto plul. Ampak a je to, mislim, nek naziv, ki ga imate, se zaradi mene je lahko, a ne, menedžer v medicinska sestra. Kako? Nurse, evo, bomo dali nurse in to, evo. To bi še mene zanimalo. Ok, naprej razbije, a ne, za sestro na korake, na tista glavna opravila, a ne. In kje bi lahko uporabila chat. Jaz tako se zmeraj lotim, ko si mislim, kje bi uporabil ta chat, razbijem, a ne, včasih ne pustim profession, spremenim v activity ali pa task, tole beseda tukaj. Tlele popravim profession, spremenim v activity ali pa task, da mi razbije na manjše korake, a ne. Pogledam, ok, kje bi sestra lahko rabila, lahko dela schedule summaries, to je res. Reminders, summarize past visit notes, absolutno, in tako naprej, pač bo razbil. Če mi je kakšen korak še posebej zanimiv, bom pokazal, pač lahko rečeš, ok, označim to, kar me zanima. Vidite tole, sem ta delček. Tele mehne navednice se označi, to vam je ful uporabno, kadar imate ful teksta, pa se hočete samo s tistim delom ukvarjati, a ne. Da označite samo, recimo, ta del, tale delček, ga označimo, ga je prepisal dol, a ne. Vidite, v chat ga je dol prepisal. Rečemo similar manner, break down this task. Kaj je to? 3. Bo to nalogo razbil na 10 korakov.
Tako da, če ima kdo sploh zadrego, kako naj se lotim nečesa, je to najlažji način. Vidiš po korakih. Če ti kakšen korak ni jasen, razbiješ korak na podkorak, a ne, in tako dalje. To lahko neskončnost naredite. Ampak, če se vrnemo nazaj, kako naj uporabim chat? Zdaj vemo, za te različne primere, tu so moji benefiti, torej, kar jaz pogosto porečem je, pa bomo šli v drug chat, zato da bo bolj čista slika. Evo, še enkrat. Tole zdaj sestra. Ista tabelca. Torej, vprašanje pa je, ok, ampak kako naj chat uporabim tukaj, a ne? In namesto, da si razbijamo glavo, temu jaz pravim razmišljanje s AI, in bom samo rekel, ko bo pač končal, daj mi še prompt za vsak use case, a ne? Dopolni tabelo. Bo dopolnil tabelo in zdaj namesto, da jaz tuhtam, kako v prvem koraku, zdaj pa malo traja, ker bo izdelal. Ne, ampak vidite, če tole kliknemo, začne programirati sam, a ne, in pol to malo traja. Ampak namesto, da jaz razmišljam, v katerem koraku sploh ne AI uporabim, zvem to takoj, kako izgleda prvi prompt, a ne. Evo, zdajle imamo tabelico narejeno. Je kar dolga, ampak meni osebno ni všeč, ful težko jih berem. Bomo samo rekli, write out text, please. Ne tako. Write out the table. Še kaj. In text list, tole bo boljše. Evo pa me. Ja, ampak recimo zdajle si je zamislil nekaj write out the table. Bomo dali sem takole. To je pa zmer žurka. To je začel pred kratkim delati, takole hočem, da naredi ono tabelo, ki mi ni všeč. Ampak recimo zdaj vidim za vsak korak, a ne samo, kje bom uporabil chat, zakaj bi ga uporabil, ampak imamo tudi prvi prompt, a ne, prvi poziv. Kaj bi pa bil ta poziv, a ne? Da se ne sprašujem, kako naj to spravim v prakso, a ne. A mi še sledite? Tako, če prvič. Jaz se si mislite, se ne rad ustavim tukaj, torej kaj bom naredil najprej? To so zelo enostavni pozivi, a ne. A so dobri ali niso, who knows. In prej smo rekli, enostaven poziv, tako spremenimo v what, how, why, a ne. In tle pride sem do ene male čarovnije, torej jaz bom vzel tale prompt. Zdaj bom šel v tem istem pogovoru, bom pognal to, kar smo že prej pogledali, opla. Se spomnite what, how, why? Ga bom skopiral sem not. Tako, da mi ga popravi, prvi poziv, da mi naredi nekaj več iz njega. Torej, namesto onega enostavnega zdaj naredil tako. In namesto, da še zapravljam čas, bom rekel, ok, update, kar posodobi mi celo tabelo, a ne. In kar naenkrat imaš cel workflow, jasno ti je, kje bo chat, zdaj bo to malo trajalo. In z vsemi, kako? Ja, ampak imamo ful boljše prompt. Kaj? To da ping. No, to je pa zadnji korak v tej zgodbi, zato ker si pa ne želite običajno, a ne, zdaj, če ne delate glih GPT-jev, a ne, kar bi vam ful priporočil sicer, dajmo sem tegale write out the table, da ga poženemo.
Pa se je že zgubil. Nočem tako. Right to the table. Right to the table. To je zmer žurka. Kako mu da poveda, da nočeš te? Zdaj bo izpisal. Ja, zdaj pa si zamislil, da ne bo. Right of the table, da imaš še enkrat. Tako jaz sem skoraj ziher, da je gospa. Pa da manj. Si lahko nastaviš, kakšna ali ženska, ali imaš. Ma, sej ne veš, a ne. Probajmo še tako, če bo deloval. Noče, ni dovolj podkupovanja, ampak v vsakem primeru, če predpostavimo, a ne, da, ker ta tabela je meni grozna za brati, v bistvu, ne, se vidi. Da se drugače izvoziti v Excel, ni problema, a ne. Ampak se vidite, to je zdaj nebrljivo, a ne. Ja, ne, ni mi všeč, tu je, ni mi všeč. Ampak, ko mi je nek poziv všeč, pač ok, zdaj jih preberem in rečem, ta poziv je pa res dober, ga pač jaz označim, tale vidite, imam eno ikonco, ki se reče Text Blaze. Odprem tole, to je pametna knjižnica, recimo, iz zastonj, si lahko zdownloadate, sem simpel je, klikneš plusek, noter prilepim tale poziv, dam neko ime, kako? Ja, Google Extension. Za Chrome, Edge, Opera. Ja. Skratka, jaz sem si zdaj izmislil neko kodo, ne, show 1 sem dal te ime, to je to, nič več v bistvu ne rabim znati. Torej, ko bom naslednjič govoril in bom napisal show 1, je v bistvu že noter, ne. In to deluje povsod, ker je net, in torej, ali če uporabljam, jaz imam to za podpise, v LinkedInu, na Facebooku, če objavljamo, Gmail jaz uporabljam, in tako naprej, imam noter cele maile za računovodstvo, vse skozi, da ne pišem eno in isto kar naprej, ne. To je drugače zastonj, nič vas ne stane, tako da je malo lažje. Skratka, kaj smo danes na hitro pokrili? Pokrili smo, mogoče še a pa bom tu po mailu poslal, da ne boste iskali. En poziv, s katerim lahko katerokoli opravilo razbijete na korake, s drugim pozivom dobite poziv, torej prompt za tisto nalogo, in naučili smo se 3D tehnike, to je, kako je tisto enostaven poziv, vtaknete v to tehniko in vam naredi boljšega. In če vam to všeč, shranite v ali to pametno knjižnico, ali pa, to pa velja samo, če imate plačljivo verzijo, greste v Explore GPT, date create, imate dva načina kreiranja teh custom GPT-jev, a ne. Eno je, da mu rečete chat, rabim to pa vam bo on napisal poziv, ampak ni nujno dober. Tako da rajši kliknete sem na configure, mu date ime, a ne, Prizma, poveste, kaj dela, a ne, pač bi mogel biti opis tle. Ja. Kaj šeram? Pauza je screen sharing. Kako je to? Pa še vidite to, kar vidim jaz. Zoom, ne, tisto, ki je oranžno oziroma rumeno, mora biti zeleno. Kako pa je to možno? Kaj moram pa narediti? Ja, sej. Bom dal še enkrat. Ok, hvala. Zdaj pa je super, hvala. Tu je samo pa plus tale opcija create.
ali mora biti celo prav. Plus, Ok, jaz nimam tega. mate. Kje? V čatu? Zgoraj v stvari. To je ta, Nisem prijavljen. Ja, pa Kaj boš prek Uga? mislim, jaz sem tudi app, ampak sem najraš na spletu. Pa morate biti v računu, drugače ni varianta, da morate biti prijavljeni v account. Ok, ker sem že posegel v čas Kristine. Jaz ne bom se lahko vam potegneš iz časa, da treba padeš na to. To smaga. Alice, jaz se v tvoja svet prosto vam potegneš. Moraš, jaz sem izkusno. Jaz, Pa boče. Ja, kako? jaz sem ful veliko resna dneva. Mi na dan, ko ne delamo, preprosto, tako bom povedal. To nima smisla, ker naredimo v eni uri naredim to, kar sem čas delal cel dan, gremo raje še spremljati na bicikl. Kaj pa če ga ne bo? Nisem malo preveč odvisna. Pa se bomo pa spet lotili tako, kot smo navajeni. Na srečo smo nekaj že oddelali. Ne? Tako da, bi bilo pa težko. Jaz sem sploh napisala, da bi govorila mail sama. Jaz sem mislila, da jaz napišem, urejeno, zmenjeno, v redu. On pa ima te, napili še 3 romane zraven. Ne, tako vidi, kot da jaz to se piše. Se ne da. Ja, jaz za maile ne rad uporabljam pa zelo rad za, če nisem prepričan, kako bi odpisal, da mi pač analizira in predlaga par pristopov. Jaz sem zdala jezna, jaz sem zdala napisati, pa lepo napiši. Ja, to je zelo terapevtsko drugače. In bolj napiša srcina, bolj se ok. Ja, in ko mu enkrat naštemate, če gremo semle pogledat v vaš customize in mu tle noter date recimo anything else Chad should know about you in mu date noter 2-3 primere, kako vi pišete mailov, on bo vedel, kako vi pišete. Lahko še tako preklinete, mu ne rabite več nič razlagati, bodi tak ali drugačen, ker bo šel pogledat v to nastavitev in bo deloval s to na uro. Ok, jaz sem zdaj globoko že v Kristinem času. Kakšno vprašanje? Nobenega ni. Aha, čak, mogoče imam pa tlele kaj na... Zdaj mislim, da prihod do tole. Tole smo govorili se, AI startup. Aha. To vam pa ful priporočam že, če se priporočam, po želji seveda, ampak najtežje je povedati, kaj delaš, a ne? To je velik problem, ni važno, kaj te žene v vsakodnevju, a ne? In če boste imeli voljo, vam predlagam, da poiščete tegale, čakajte, kaj že, se vam pol po mailu poslal direkten link, da se to ne išče. Ampak mi smo izdelali serijo GPT-jev, ki mladim podjetnikom pomagajo artikulirati, ne samo artikulirati, kaj počnejo, ampak narediti pol value proposition, kako narediti zelen poslovni muzej, torej ga spremenijo, simulirajo feedback strani svojih stakeholderjev in temu primerno jim popravi zgodbo. V naslednjem koraku naredi cel business model canvas, prvi go-to-market strategy, pricing policy in na koncu kako narediti slide v bistvu, ne, da imaš v bistvu si v eni uri iz najbolj osnovne ideje, iz one-linerja, s pitch deckom recimo, ne, da to malo pospešimo. Prej sem slišal, ne, koliko je denarja za podjetje. Jaz moram povedati, da mama Evropa sicer vabijo svoje nedarja, ne, ampak ni tako zelo radodarna, ne, saj veste. Ministrstva imajo svoje hakeljce, en drug razpisovalec ima svoje hakeljce, ne.
In za mlada podjetja je hiter problem. A ne. Ni nujno samo mlada. Ne. Naš zavod ima že ful star, od 2003 se mi zdi. Ampak en je zaposlen v njem, en pa ni. A ne. Ampak za na razpis v Sloveniji smo premajhni, raž 2, a ne. Največkrat. A ne. In tako naprej, da ne bom zapravljal časa vašega. Poslal vam bom link, ti se poimenuje, ki je že Launchpad. Tale je. Business Idea Formulation. V bistvu tisti, ki ga bo pognal, in tu velja tudi za posel, ki ga že imate. Jaz v bistvu vsako svojo idejo, mislim, kaj če bi mi lansirali to, kaj če bi probal s tem, ne, imamo to delavnico v mislih. Je pač speljan tako, da se mu reče, povej, kar veš, ali problem, ki bi ga rešil, ali idejo, ki jo razmišljaš, napiš, kar veš, če je to one-liner, pa one-liner. In pa vas bo, ko boste napisali, je noter sprogramirana struktura, kaj boste ven dobili, problem, solution, zakaj zdaj, plusi, minusi, na kaj paziti. Če boste s tem se pomeniš, če si s tem zadovoljen, je spodaj že link za naslednji takle bot, 8 jih je povezanih med sabo, samo skopirate, date v naslednjega in greste iz enega v drugega. Mi na tak način ful hitro testiramo ideje. A ima smisel, ne, 2 posta, ni odziva, boš da gremo naprej, kakor da zabijamo cajt. Pa greš na trg, pa ni nobenega. Mogoče pa to pas. Na koncu šteje takole, da se mi vidimo, jaz povem, kar imam zapovedati, vi pa si mislite, o meni ali pa bolj dobra ideja. Ne? Nekako tle je realnost. Ne? Ok, zdaj jaz bom tamle še malo posedel, tako da sem več kot vesel vsakega vprašanja. Kristina, oprosti. Kovačeva kobila. V bistvu je, pa visi na kardu, ne zato, ker smo mi na trgu se pojavljamo pod brandom Global Disruption. Ne? V4U ima pa spletno stran, ki se pa prav, kakor si lahko mislite, zdajle prenavlja že 3 mesece. Obup, ker ne pridemo blizu, je ful dela. Tako da pod Global Disruption nas boste najdeli.